Lepo pozdravljam vse, vesela sem, da smo spet skupaj, da se naša mreža najde tudi iz oči v oči in tudi kako izmenjamo izkušnje, ne samo predavanja in kar tudi diskutiramo, tudi neformalni stiki naši so zelo dragoceni in nas povezujejo, kot veste, vsa ta leta. Tokrat ni bilo težko izbrati teme za naš strokovni posvet, ker se je kotalilo kar nekaj problemov na isto temo, karantena, koronavirus, razdalja, izobraževanje nadaljavo, kaj je pa to. In vse to ste vsi doživljali na svoji koži in vsak po svoje reševal v svoji občini, na svoji univerzi. Zato je pomembno, da je ta današnji posvet naš, smo si zamislili kot zelo dinamičen, ker imate pravzaprav vsi besedo, da spregovorite o rešitvah, ki ste jih, o problemih, ki so se pojavljali in kako ste jih reševali. Za uvod bi jaz par besed povedala, kar dopovedujem tudi našim, ki prihajajo na usposabljanje za Zoom, da imamo lahko predavanja nadaljavo, izobraževanje nadaljavo in kakšni pomisleki so. Izobraževanje nadaljavo je tema, ki jo moramo razčistiti danes in povejte svoje pomisleke. Izobraževanje nadaljavo ni novo. Moramo reči, da pojav je prišel od leta 1890. K nam šele 1948. v takem zamiku, ko je Zveza borcev ustanovila prvo dopisno šolo za borce, ki bi morali dobiti nekaj več izobrazbe, ker so zaslužni bili in so imeli visoke položaje. Niso imeli pa pri roki nobenega znanja, ne kaj je to knjigovodstvo, kaj je to virman, kako posluješ z banko in tako dalje. In tako je nastala srednja ekonomska dopisna šola 48. leta po zaslugi Škoberneta, ki je bil tudi zaslužen človek in je veliko ustvaril. In tako smo dobili dopisno delovsko univerzo, pozneje z leti. No, prvi začetki tega so bili v Angliji 1890. Pittman je uvedel to, ker so nastale potrebe po zapisničarkih na sodiščih, na raznih sejah, sestankih, industriji in tako dalje, ki je bilo treba zabeležiti kot dokument. In je bilo potrebno, da pišejo, da stenografirajo. In so rekli, za stenografijo ni treba hoditi na tečaj, so te ženske, ne jim pošle pismo, pa ne jim pove, kako vadi to črko, pa ono frazo, pa to frazo. In tako je nastala v Angliji prav prva dopisna šola izobraževanja nadaljavo. Takoj zatem nekaj let v razmaku je pa Hermods, en učitelj na švedskem ustanovo, ki še danes delajo ogromna ustanova Hermods v Malmöju, na švedskem za dopisno izobraževanje. A veste, mi smo začeli pa našo Dragojkovo obdobju, ko se je dopisno izobraževanje klasično, tudi jaz sem napisala knjigo Metodika dopisnega izobraževanja, ki je bila posebna, je bila omejena samo na pisni vir. Niti ne na telefonski razgovor, ker ni bil vedno možen, ni bil še vpleten v sistem dopisnega izobraževanja, pisma in odgovore, pisma, ki si jih dobival. No, leta 1969 pa nastane, bi rekla, en velik poseg v izobraževanje nadaljavo, so ustanovili 67. leta, 69. leta je pa v polnem zamahu delovala univerza Open University v Angliji. Open University, 67. leta. A veste, kaj to pomeni? Da vsak je imel možnost iti na univerzo. In ljudje so prihajali v bistvu potrjevati tudi svoje izkušnje znanje, ki ga že imajo v službi, v tovarni ali v upravi in tako dalje, da so dobili neko priznanje, neko diplomo iz tega tudi uradno. Ta Open University je nastal v Angliji v eni mali vasi in so rekli, to sploh ne more funkcionirati, kaj bo zdaj tam. Ja, ker so dobili eno hišo za upravljanje skoraj zastonj, ker tam so bile nepremičnine, tako rekoč brezplačne, nekaj si plačal, pa si dobil hišo, da si jo vzdrževal in da si plačeval davke.
Zakaj? Za Open University ni bilo potrebno, da je v Londonu, a veste. Vi lahko študirate kjerkoli, če študirate nadaljavo. In kaj so najprej naredili v tej vasi? Eno ogromno stavbo, zelo podobno Nebotičniku, ki je bila pošta. Pošto, zakaj? Ker oni so morali tudi za laboratorijske vaje, recimo, pri biologiji in tako dalje, pošiljati pakete študentom, vso snov, vse pruvete, vse, kar bo rabo za ta poskus, da bo potem napisalo v protokolu prave odgovore, da bo osvojil znanje, ne? Zdaj, to je bilo zelo zahtevno, bom rekla, ampak kljub temu, kaj se je pokazalo. Ti študentje so se znali samostojno učiti, ker niso bili vedno predavatelji, ker ni bila urnika, ker je sam izbiral čas, ali bom pa zvečer to pogledala, ali bom jutri zjutraj prebrala, ali si bom dala na kaseto, pa bom poslušala, ko se peljem v službo. Odprla se ena svoboda, kdaj, čisto osebno odločanje, in kaj, ker so zbirali to, kar jih je zanimalo. Moram reči, da smo imeli tudi 69. leta na Inštitutu za sociologijo v Ljubljani konferenco o izobraževanju nadaljavo, da bi v Sloveniji to spodbudili in izobrazbeno strukturo dvignili, ker Anglija je zelo uspešno delovala. V začetku so rekli, kdo bo pa te diplomante jemal. Čez par let so jih iskali. Ker ta človek je drugače študiral, ker je že imel prakso in je vedel, zakaj ga to zanima, ker si nikoli ni znal razložiti. Pa kaj pa o tem problemu pravijo, se jih tudi na to naletel. Veste, zelo kritično, zelo zavestno se je spuščal in razložlaval tisto neznano, ki je pri njem ostajalo, prakso pa je imel, in to so bili ljudje, ki so jih potem iskali. V enem desetletju je študiralo 150 tisoč, danes 250 tisoč študentov. A vi se 69. leta dati v industrijo 150 tisoč visoko izobraženih ljudi, kakšno injekcijo je dobila Anglija, ki je nikoli prej ni imela za dvig izobrazbe prebivalstva, za jih usposabljati za samostojno učenje in za samostojno delovanje. Ko smo bili kot delegacija v Šanghaju, so med drugi nam rekli, da oni imajo tudi študij arhitekture nadaljavo. Vsi smo malo skeptično iz delegacije se pogledali in smo rekli, mi bi si šli pa to pogledati. Ja, je rekel, to takoj dobijo vodilno mesto v gradbenih firmah, tako jih iščejo, ne? Ker študij arhitektura v Šanghaju je zelo poznana, bila skozi tradicionalno. In smo malo dvomili, kako. Potem smo pa na licu mesta videli. Predvsem šolski sistem kitajski deluje na sodelovanju in ne tekmovanju. Vsi v letniku odgovarjajo za to, da vsi naredijo in ne grejo naprej v drug predmet pri izobraževanju nadaljavo, dokler vsi ne opravijo uspešno izpitov. In smo videli, kako skupine študentov pripravljajo tega reveža, ki še nima izpita, ne. Je risal nekaj tam in nismo razumeli, ampak, a veste, vsi okrog, eni so se po glavi tepli, kako to ne vidi, ker ni perspektive na risu. Drugi so mu s prstom kazali, kaj mora narisati in razlagali. In so rekli, to vsak odgovarja za vse v letniku in se mora potruditi. No, mislim, da smo dobili kar realen odgovor, ker so nam tudi številkami dokazali, koliko povpraševanj prihaja na študij nadaljavo arhitekture. Te primere sem navedla kot primer, da iz njega sami izluščite, zakaj izobraževanje nadaljavo, zakaj se je pojavilo na eni stopnji razvoja. Zato, ker odpadajo možnosti, da bi mase ljudi izobražili z višjo in visoko izobrazbo po sistemu, kot pravijo nekateri avtori, recimo Jeremy Rifkin, pozabimo na sisteme, ki so izključno odvisni od malte in opeke. A veste, tako, v predavalnicah. Razširite možnosti učenja. Imamo svetovne univerze, ki imajo nekaj milijonov študentov. Kje bi dobili predavalnice za te milijone študentov?
kje bi v Milton Keynes v Angliji, v mali vasici, dobili za 250,000 študentov, govorili, če bi se tam pojavili, se to bi bilo kot demonstracija. Vidite, premagamo kvantitativne možnosti. Mi populariziramo izobraževanje, predpogoj pa je, da bi prej šolanje nas naučilo samostojnega učenja. Ko sem jaz gledala in se spominjam nazaj tudi v moja gimnazijska leta, samostojno so se učili 2-3 v razredu in to kdo? En sošolski je imel kostno tuberkulozo, pa je 8 mesecev bil v bolnici. Ali pa je bil celo leto v bolnici, potem je prišel izpite delati. On je imel vse petke. On, ko je prišel k nam v razred, pa smo imeli tak normalen pouk, je prišel med nas, on je tako smiselna vprašanja postavljal profesorjem, da smo mi kar gledali. Ko eni piščanci smo se počutili, ker on je prestopil en drug nivo izobraževanja. In to, veste, pomeni tudi za naše študente na univerza za 3. življenjsko obdobje. Ne, so bi rekli tudi moje študentke, jaz rada slišim, pa razumem, ker vi tako lepo to poveste. A veste, jaz ne bom gledala tistih videov, pa to, če boste poslali, ne grem na Zoom, hočem, da smo skupaj. A veste, dokler ne prestopimo te meje, od šolarja k samostojnemu izobraževanju, mi imamo težave z uvajanjem izobraževanja nadaljavo. Izobraževanje nadaljavo, dajte mi povedati, je privilegij razvoja. Je oseben privilegij in družben privilegij. Družben privilegij, ker družba naenkrat dobi zalogaj izobraženih ljudi, ki ga drugače po klasični poti ne moramo dobiti. Veste, mi smo za 0,1% premikali višje visoko izobražene ljudi 30 let smo zasledovali. Ker to je kaplja v morje za vse tisto, kar bi moralo biti. Potem bomo tudi razumeli, zakaj mladi po srednji šoli morajo še nekaj študirati naprej. Danes je to osnovna šola 21. stoletja. Da poleg srednje šole imaš pa še kaj drugega, da lahko delaš. Druge spretnosti, druge. In mislim, da moramo tudi našim študentom znati razložiti, da je to privilegij. Kajti družba 21. stoletja je tudi naša družba, je družba rizika. To že dolgo vemo. Družba velikih sprememb, a ne? Kje smo sanjali o kakšnem koronavirusu, pa kdo ima maske? Se mi je zdaj bila na operacijo, res najbolj nosijo zdravniki maske. To je bilo vse. Zdaj nosimo vsi maske. A veste, mi se moramo prilagajati brez travm, tako da vidimo, da razumemo situacijo, da jo sprejmemo, da se z njo soočimo in občasno tudi drugače delamo. Mi nismo študentom, smo rekli, ne bomo celo študijsko leto samo preko Zooma z vami. Ampak tiste mesece, ko bo karantena, bomo preko Zooma in boste vi usposobljeni za to. Vsaka stvar, ki ima začetek, ima tudi svoj konec, tudi korona ga bo imela. Ampak mi moramo preživeti normalno. To je privilegij, da lahko mi preko medijev danes ni treba dopisnega izobraževanja, ni treba paketov po pošti. A veste, kakšen privilegij je danes s to multimedijsko, digitalno tehnologijo, informacijsko, komunikacijsko, kako zlahka mi komuniciramo. Ves svet imate na dlani, vse konference potekajo, svetovne konference preko Zooma, uspešno in ljudem se zdi celo hecno. Ampak ljudje se navadijo, veste. Zdaj, to predavanje, tisti, ki niso vedno tako mrtvi. Jaz vidim, imamo mednarodno konferenco svetovno, ena gospa gre, zgine, jo vidiš, je ni več na slikci, in pride nazaj za eno skodelico kave in začne lepo kavo piti. In potem čez čas pritisne gumb, se vključi, ker vidijo, da bi ona rada nekaj povedala. Hočem reči, to izobraževanje nadaljavo tudi v mednarodnih oblikah poteka zelo domače, da se lahko prekine, kot študente lahko pri predavanju prekine, pa pol v tiste vprašanju
se pogovarjamo, pa še drugi povejo svoje videnje ali svojo razlago in gremo naprej. Enako lahko prilagodimo naše delo na medijih, da postane zelo učlovečeno, ne? Ampak preko medijev. Zdaj je pa tako, en problem je, mislim, da smo vsi soočeni s tem, ne? Kljub temu, da je to je podlaga za samostojno izobraževanje in mora ta naš študent prestopiti od šolarja na izobraževanca. Jaz se izobražujem, ne? Nisem več šolar, da boste vi meni razlagali pa govorili. Ne? Lahko, pa to veliko pomeni tudi, ko imamo stike iz oči v oči, ker ta, ki je že izobraževalec in ne več šolar, bo poleg predavatelja šel pa knjigo brat, pa bo rekel, ne, v tem filmu se pa lepo pokaže odnos mati hči. Ali pa v tej knjigi, ne vem, Perl Bak, Glasovi v hiši, lepo pokaže, kako lahko destruktivno ena mati celo življenje zapečati za svojo hčerko in tako dalje. In kdo jo rešuje? In kdo jo rešuje, potem je že tuj tisti, ki jo rešuje, ne? Ker jo ne sme nobeden in ne sme pomagati, ker je obsojena, da je nihče, ne? No, mislim, za naš predmet jaz govorim, ne, za transakcijsko analizo, da se najdejo tudi zelo pomembni primeri, umetniška dela in tako dalje, ki dopolnijo ta predavanja in premaknejo na čustva, ena stališča v tebi. In če si samostojen, poiščeš na internetu te stvari, se ni treba hoditi v kinodvorano, ne, si to dobiš na svojem računalniku. Teh spretnosti se moramo naučiti. Problem pa je, zdaj mislim, da je moj čas potekel, problem je, da mi naletimo na eno situacijo pri starejših, ki je splošna, jo vidimo tudi v tej mednarodni zvezi za upokojence. En del upokojencev se je odpisal, sam sebe je odpisal od sodobne tehnologije. Gospa ima telefon, ja, pa vam lahko pošljem SMS, ne, gospa, jaz telefoniram in to je meni dovolj. Jaz sem vesela, da imam v žepu, namesto da hodam tja na kredenco, iskati stacionaren telefon in to je za mene dovolj, ne. Imate, ja, pa če bi kupili novega, kaj imate, ne, jaz imam na kartico. To so najdražji klici. Za 20 € dobite vse, maile, vse, kar hočete, filme gledate, video razgovore gledate, vse, internet imate. Ne bom, pa porabi več kot 20 na mesec, veste, za kartico, za razgovore z vnuki in tako dalje. To miselnost moramo prekiniti, da človek, ne vem, kaj bi vam rekla, moramo potegniti eno samo spoštovanje v ljudeh. Če je drugim na razpolago, zakaj ne bi bilo meni na razpolago? Če je drugim dostopno, zakaj nimam jaz dostopa do tega? Mi smo se sprijaznili z neko diskriminacijo, da so računalniki, vse te interneti, vse te neumnosti, samo za tiste, ki so v službah. Ni res. To je temeljna tehnologija, ki je demokratizirala izobraževanje. Temeljna tehnologija. Nobena država, vsi imajo sprejemne izpite, kakšen uspeh imaš, kakšne pogoje delaš, ne greš na medicinsko fakulteto, peč študirati pa biologijo ali pa farmacijo. Povsod so omejitve, vsi računajo in kupčkajo mlade generacije, internet dovoli vsem dostop. In sami se učimo. Vidite, zdaj nekaj korakov moramo narediti, moramo prestopiti tudi o samopodobi, to je tudi moje, tudi jaz imam enake pravice kot drugi, da uporabljam, če so že to izumili na svetu in kroži povsod. In mi bomo samo s tem povečali, to ne odpišemo naše predavanja iz oči v oči, ki bodo tekle redno, občasno pa bodo motena. In to moramo sprejeti. Mi bomo s tem, ko postane samostojni učenec, a veste, ko zna svoj vir poiskati, ko zna tudi tehnologijo uporabljati, mi bomo dvignili kvaliteto izobraževanja in študija na vseh naših univerzah za tretje življenjsko obdobje. Ne radikalno, ne naenkrat, ne v ravni črti, a ne vsi. Posamezniki v skupini bodo zgled drugim.
vaši mentori, animatorji bojo znati to poudariti. Glej, ona pa naredi, ona pa zna, pa vprašajo, naj ti pomaga. Mi v Ljubljani vidim, da usposabljamo brezplačno določeno število ur, ima vsak pravico prideti in se izobraziti. Nekateri bežijo od tega, nekateri pa in drugi animirajo, pripeljejo sabo, prepričajo, da pridejo, nekateri so pa dovolj radovedni in samozavestni in pravijo, ja, se je skrajni čas, da se to naučim, ne? Veste. Tako, jaz bi s tem zaključila, o tem razmišljajmo naprej, kako bojo ti novi pristopi in ta multimedijski pristop tudi izobraževanja nadaljavo izboljšal naše izobraževanje iz oči v oči in publiko našo, ki bo postala bolj samostojna. To opozarjajo tudi z istimi problemi, bom rekla, se ukvarjajo v svetovni organizaciji. Ne sebe odpisati, to zame ni več. Veste, mi smo imeli dr. Kramžarjevo čist na začetku naše univerze, ko je malo kdo uporabljal računalnik. Ona je rekla, ne, jaz pa zakaj so jo sprašvali, zakaj se uči tega računalništva tako vneto. Ja, je rekla, on šla računalništvo nepismena k Svetem Petru, ne. Jaz hočem do konca življenja živeti polno življenje. Hvala lepa.